Naglasak. Glas. Naglas. Naglasak. Mefeks. Glasno. Akcent. Teksa. Naglas. Naglas. Naglasak. Naglasak. Glasno. Naglas. Naglasak. Naglas. Dobar dan, dobrodošli v 50. oddaji Na glas. V Ljubljani še vedno ohranjajo spomin na srbskega pisatelja Miodraga Bulatovića, ki se je v 60. in 70. družil s svetovno znanimi pisateljskimi imeni. Vsi so bili v tej hiši naših gor, od Andrića, enkrat je celo pelil z avtom Agato Kristi. Ljubljanska gostilna s srbskimi jedmi je navdihnila mlado pisateljico Laro Pauković, da je v prvencu izvirno spregovorila o nestrpnosti. To se potem nekako prenaša na prihodnje rodove, očitno ti nestrpni starši pumpajo mlajše. Medtem ko so na svoj modni zemljevid uvrstili celo Američani, ostaja oblikovalka in scenografka črnogorskega rodu Tijana Todorović, ki 13 let ustvarja v Sloveniji, pri nas večinoma spregledana. Je jako teško ući u te kulturno-umjetničke krugove, posebno u Ljubljani, jer su dosta zatvoreni. Nobelovec Ivo Andrić in kraljica kriminalk Agata Kristi sta samo dve med svetovno znanimi imeni, ki so v 60. in 70. prijateljevali z Miodragom Bulatovićem v Ljubljani. Prav tu na Krekovem trgu je živel srbski pisatelj, rojen na severu Črne Gore, in tu so nastale uspešnice, kot so Ljudje s štirimi prsti, Vojna bila boljša in druge. Čeprav je Bulatović umrl konec 80. v njegovi hiši domuje klub, ki še vedno izžareva svetovljanski duh. Matija Bulatović ali Matko, kakor ga kličejo prijatelji, je vedno nasmejani lastnik znanega ljubljanskega lokala, ki v vrvežu mestnega središča sprejema goste ne samo s hitro kavo, temveč tudi z odprtim srcem pravega balkanskega gostitelja. Tjaša, boš naredila še eno rundico kavic? Lepo prosim. Tako. In kaj ima Matko, česar drugi ljubljanski gostinci nimajo? Da ni vzvišen, da je vedno na istem nivoju za sogovornikom. Midva pa tudi, dostakrat imamo te kakšne politično, bez bolj filozofske debate, ne? On gre strogo v to politično, pa sistem, pa kritizira. Jaz pa nekako probam obrniti to bolj filozofsko, psihološko, ne? Dolge razprave in filozofski večeri Matku niso tuji, saj so se v družinski hiši zbirali mnogi znani književniki, intelektualci, ki so spadali v krog znancev in prijateljev njegovega očeta Miodraga Bulatovića, enega najpomembnejših predstavnikov sodobne srbske književnosti. Enkrat je celo pelil z avtom Agato Kristi in je on se hetel z njo v smislu kao, no, ampak poglejte, Agata, zdajle noben ne ve, ne, jaz če bi zdajle recimo vas hotel umoriti, ne, pa skriti vaše truplo, noben ne bi mogel ugotoviti, ne, kdo, in pa je ona sveda rekla, ampak ne, gospod Bulatović, vi se motite, ne, pa je naštela, kdo vse je videl, pa kdo vse je slišal, pa tako kot v dobri kriminalki, ne. Nesojeni študent filmske in televizijske produkcije, ki je kot 13-letnik nastopil v filmu Strici so mi povedali in kasneje tudi v z Oskarjem nagrajenem Nikogaršnja zemlja, pravi, da je umetniško kariero zavestno potisnil v ozadje. Meni je veliko bolj pomemben, kot kakšna umetniška produkcija, mi je pač zavest, da lahko plačam elektriko, lahko plačam vodo, da lahko, ne vem, si kupim bencin, da grem na izlet, da se avto ne bo pokvaril na izletu, no. Odpiranje kluba v družinski mestni hiši je zaradi birokratskih zapletov trajalo kar 6 let. Meni ni šlo v glavo, kako lahko država dovolj, da 6 let recimo v centru mesta stoji 100 kvadratov, da ne bi rabila DDV-ja pobira država. No, tako nekako sem imel dubov občutek, ne. In tako v hišo na Krekovem trgu spet zahajajo boemi. Stran od mainstream gostinstva, probimo malo drugače, dajmo narediti en mali odrček, dajmo kupiti en mikrofon, dajmo take malenkosti, no, dajmo kuhati to turško kavo. Med starimi kavči, knjigami in fotografijami, ki pričajo o bogatih življenjskih izkušnjah našega gostinca, še naprej živi klub, ki je pravzaprav prerasel že kar v koncept. Tijano Todorović je iz Nikšića v Ljubljano privabil študij mode in tekstilnega oblikovanja. Zdaj ustvarja tudi za gledališče. Tijana Todorović modi i dizajnu pristupa na različite načine. Angažuje se kao kostimografkinja i scenografkinja na pozorišnim projektima u Sloveniji, ali i u rodnoj Crnoj Gori. Oblikuje svoju liniju odjeće, asistent je na Fakultetu za dizajn i multimedije u Crnoj Gori, dok u Ljubljani privodi kraju doktorat o modi kao neverbalnoj komunikaciji. Jer
mnogo više možemo da otkrijemo o ljudima kroz ono kako se oblače, tako da ta neverbalna komunikacija apsolutno koliko nas skriva, toliko nas i odaje. Preko izražavanja kroz modu uporedili smo crnogorsku i slovenačku sredinu. Za razliku od Crne Gore koja još uvijek teži ka nekom luksuzu i ka nekim strogim pravilima i propisanoj modi, dok se, na primjer, u Sloveniji više ide na individualizam. Osim neverbalne, razlike između pomenutih sredina prisutne su i u verbalnoj komunikaciji. Kako se temperamentna Crnogorka snalazi u slovenačkom ambijentu? Kako kad? Nekad mi to ide u prilog, a nekad mi je mana, zato što sam primijetila da vrlo često se desi da u Ljubljani onako ljudi se malo prepanu od temperamentnosti, od viška energije. Nikšićanka koja živi i stvara skoro 15 godina u Ljubljani primjećuje da se teško prodire u ovdašnje umjetničke krugove. Poznanstva otvaraju mnoga vrata. Je jako teško ući u te kulturno-umjetničke krugove, posebno u Ljubljani, jer su dosta zatvoreni i uglavnom se svako oslanja na svoje i na provjerene. Kao i većina umjetničkih stvaralaca, Tijana nema osigurane budućnosti, ali ipak uspijeva da sačuva vjeru u svoj rad. Mada ju je nedavno američki modni časopis izdvojio kao značajniju svjetsku dizajnerku, kao glavni uspjeh ističe preživljavanje u svim mogućim sredinama i okolnostima. I dok očekujemo njene nove projekte, podsjećamo na, kako sama kaže, njen najznačajniji, a to je izložba radova posvećena slovenačkom arhitekti Jožetu Plečniku. Fotografije njegovih zgrada prenijela je na tekstil. Takvi radovi su svakako aktuelni u 2017. Plečnikovoj godini. Iz Črne Gore je prek Benetk v Ljubljano pred skoraj 30 leti prišel tudi naš današnji gost, kontrabasist in redni profesor Ljubljanske akademije za glasbo Zoran Marković. Profesor Marković, dober dan, dobrodošli. Dober dan. Zakaj Ljubljana? Ljubljana je takrat bila moja dežela in je kulturno življenje v Ljubljani bilo najbolj profesionalno in najbolj resno od vseh tih centrov v ex-Jugoslaviji. Tako da sem bil izziv prav priti tukaj, v operi sem bil. Z opero se je začelo. Kako se pa sicer spominjate svojih začetkov glasbenih v Ljubljani, ker ste sem prišli iz Italije, ne? Ja, po eni končani štipendiji 6-mesečni v Italiji sem prišel v Ljubljano, v opero, direkt, v masu opernega repertoarja. Takrat je opera na polno delovala in je bilo zelo zanimivo. Vse novo, nova kultura, novi izraz. No, kasneje ste delali tudi v Slovenski filharmoniji in na Akademiji za glasbo. Kako se spominjate teh začetkov? So bili umetniški krogi odprti v tem času? Ja, bilo je zelo zanimivo in zelo intenzivno za me. Cel ta repertoar je bil nov za me in sem bil precej obremenjen sabo in svojim delom. Tako da nisem imel časa, ne vem koliko, se ozirati na okolico, čeprav so bili zelo hudi časi. Ja, kar nekaj let je v bistvu vaša habitacija bila v predalu tedanjega dekana. Ja, moja habilitacija je čekala kar 3 leta, ampak pravim, v teh hudih časih je bilo vsem novo vzdušje in so vsi malo tako tehtali, kaj je dobro. Na svojo srečo je vse išlo tako, kakor je in to pustimo. Zdaj je skratka drugače. Prejeli ste tudi Prešernovo nagrado, Župančičevo nagrado, tesno sodelujete tudi z Društvom slovenskih skladateljev. Ja, to je bil edina pot takrat, ko sem prišel kot mlad kontrabasist v Sloveniji, da bi nekako uveljavil kontrabas kot inštrument, kot izrazni inštrument. In sem stopil v kontakt z velikim številom slovenskih skladateljev, ki so tudi zame napisali kar nekaj skladb. Na začetku je bil torej kontrabas nekako zanemarjen inštrument v Sloveniji in vi ste to spremenili. Nekako ne smem tako sploh niti pomisliti na to, ampak vloga je bila zelo tako nekako po strani. Stranska vloga je bila, bolj stranska. Zdaj nekako tudi moja klasa študentov na akademiji to dokazuje, da so zelo dinamični, zelo aktivni v tem glasbenem prostoru slovenskem in v tujini. Ja, prejeli ste tudi nagrado za pedagoško delo nedavno. Ali ohranjate stike s Črno Goro? Tudi, ampak moje obveznosti v Ljubljani in v severni tujini so zelo intenzivne, tako da, ko se ukaže prilika, seveda, da grem z veseljem. In kako vas tam dojemajo? Ste Črnogoraca, ste Slovenca? Tam me dojemajo kot Slovenca. V Sloveniji me pač dojemajo kot Črnogorca
in južnjaka, ne. A v Srbiji, ne, ker moj oče je Srb, me dojemajo kot Slovence in Črnogorce, tako da je posod nekako sem Tujec. tujec. No, ves čas nastopate tudi na najbolj prestižnih glasbenih festivalih v tujini, na Finskem, v Angliji, Franciji. Zakaj ustrajate v Ljubljani? Zakaj tukaj živite? To je, Imeli ste jaz imam tudi različna vabila. zelo velik razlogov imam. Ljubljana mi pruža vse tisto, kar na zahodu je nekako že izginilo. To je ta mir, ena čistost duha in neverjeten neodvisnost. In zelo inspirativno je, ko je človek res prepuščen sebi in je prepuščen samemu sebi, da ustvarja in da deluje tako v neki harmoniji. Torej tukaj imate neke pogoje za delo in ustvarjanje. Absolutno, ta narava, ti ljudje, to je še vedno zelo tako polno humanosti. Ne moremo seveda mimo vašega revolucionarnega izuma za kontrabas in vse godalne inštrumente. Zakaj pravzaprav gre? Ja, imel sem srečo, po naključju sem prišel do enega izuma, sem tudi zaščitil tole in to se zdaj po celem svetu prodaja. Imam velikega sovražnika, to je tradicija od 300 let. Ampak produkt je tako dober, da dejansko podira vse tele rekorde. Ja. Ampak zakaj pravzaprav gre? To je dodatek k godalnim inštrumentom. Ja, to je tisti element, ki upenja strune na godalnih inštrumentih, pri violinah, pri violončelu dol spodaj, strunik. In sem ga organiziral tako, da po kobilici je eno določeno razmerje v odnosu na dolžino prazne strune. In sem dobil po nekoj Pitagorinoj sistemu razdelitve strune, sem dobil ogromno število alikvotov, bogatejših. To pomeni bogatejši zvok za inštrument. Zelo bogatejši zvok in je veliko lažje igranje in je kvaliteta zvoka povsod. Poleg pedagoškega dela na akademiji igrate tudi z našimi simfoniki. Mogoče samo na kratko, kakšen projekt zdaj pripravljate? To me je pa zelo veselje, da imam na tako visokem profesionalnem nivoju sodelovati z radijskim simfoniki RTV. To je izjemen kolektiv, dejansko. In če ne bi imel veselja, verjemite, ne bi si toliko časa vzel za RTV simfonike. Ampak vsakič me prepričajo s koncertni in tole iskrenim muziciranjem, ki ga izkaže vsakič na odru, me prepričajo, da mi potem še podgrejo željo, da še naprej gremo naprej in da ustvarjamo fenomenalne projekte. No, z veseljem bomo prisluhnili. Najlepša hvala za danes. Hvala tudi vam za vabilo. Zdaj pa spoznajmo mlado pisateljico Laro Pavković, ki je založba Beletrina pred kratkim izdala prvi roman z naslovom Poletje v gostilni. V njem je 24-letna Ljubljančanka izvirno spregovorila o nestrpnosti. Svaka gostiona je vrelo ideja. Da ih nisam pretočila v knjigu, izdala bih svoju spisateljsku dušu. Tako 24-godišnja Lara Pavković objašnjava kako je inspiraciju za svoj prvi roman Poletje v gostilni našla upravo u restoranu sa srpskom hranom u kojem je svojedobno radila. Kako je zanimivo, da so srpske gostilne vseeno neka integrirana stvar v slovensko kulturo. Noben nima zadržkov do tega, da bi šel pač na neke čevape, ampak po drugi strani so pa ti pravi Slovenci, če se malo pošalim, takoj glasni, če pomembno pozicijo v družbi zaseda nekdo, ki se piše na ič. U knjizi se glavna junakinja Nastja, Slovenka puna predrasuda i stereotipa prema neslovencima, zaposli u gostionici u kojoj pretežno rade upravo doseljenici i nađe u, za nju, iznimno iritantnom okruženju. Nakon niza simpatičnih situacija, Nastja ipak spozna da čefuri, kako ih pogrdno naziva, i nisu toliko loši, odnosno da su predrasude plod njezine vlastite nesigurnosti. Zdi se mi, da tukaj te njeni stereotipi izvirajo predvsem iz občutka manj vrednosti, ne? Kar je pravzaprav paradoksalno, da se ona počuti manj vredno ob delu družbe, ki ga sama obravnava kot manjšino, ampak to tako je in tudi jaz bi rekla, da večina stereotipov izvira iz tega.
U današnjem slovenskom društvu ima još uvijek mnogo ljudi kao što je Nastja, i to naročito među mladima, smatra autorica romana. Očitno ti nestrpni starši pumpajo mlajše in tudi jaz sem, ne vem, tekom svojega odraščanja doživela, da so, ne vem, v osnovni šoli zmerjali vrstnike, da se je tako šepetalo, češ ta se pa piše na ič, njegov oče je pa oddoli. I odakle dolaze ti strahovi većine pred manjinom? Smo Slovenci tak narod, vsaj jaz nas tako doživljam, da zelo težko sprejmemo drugo, ker se nam vedno zdi, da nek priseljenec nam odžira tisto, kar nam po naravi pripada. Dok studira anglistiku i komparativnu književnost, Lara Pauković honorarno piše za različite kulturne portale i već priprema sljedeće književno djelo. Hvala za zaupanje. Na glas spremljate še naprej tudi prek družbenih omrežij in na rtvslo.si. Vidimo se znova čez 14 dni. Nasvidenje.